Živijo in pa dobrodošli v tale nov vlog s še bolj novim Focusom ST-om, ki pa je trenutno en zelo zanimiv izdelek Ford Performance oddelka. Trenutno sem na poti na Jezersko, pa dajmo mi probati, kako jo tale žverca pikne gor po telah ovinkah. No pa pejmo. Noro! Že zdajle ti lahko povem, da se tale zadeva pele boljš čez ovinke, kakor moj RS. Tale podvozje je neverjeten. Bremze so 4-batne in držijo kakor pes ježa. Hudo. Nobenega tork stira nima avto, ne moram verjeti, koliko dobro zna dati to svojo moč na tla. Ti klele v hribah je pa kar malo frišene. Sem jaz raj majhen napravil, no, ka zepst pa res nasmi. Tako, v temle videu se bomo pogovarjali o temule ST-ju za mano. Malo ga bomo tudi primerjali z mojim RS-om, odgovorili bomo na nekaj vprašanj, ki ste mi jih zastavili, tudi glede tega avta, pa na koncu se bomo pa še odločili, a je to avto za med, oziroma za koga je. Pa kar zavrt tale intro. 3, 4, Marjan, požet! Zdaj tale Focus za mano je opremljen s trackpackom, oziroma enemu tudi pravijo performance package. Kaj to pomeni? Avto ima precej več ene opreme, da je primeren za na pisto. Zdaj moj kolega Ado ima slučajen lih tagale Focusa, sam brez track packagea, pa dajmo kar pogledati, kakšna je razlika. Evo, klele sem priletel do Adota, ki ima istega ST-ja, sam brez tega trackpacka, tako da razlika je pa kar zelo očitna. Se pravi, trackpack dobi tale črn paket, se pravi streha, spoiler, špegli, pa sprednja maska je komplet gloss črna, v tem primeru je taka temno siva. Pol imaš tukaj pri trackpacku, dobiš ful večje bremze, pa avto sedi cirka 2 centi nižji, kakor če pogledamo tlele, so bremze seveda še zmer precej zmogljive, ampak pač manjše kakor pri trackpacku. Zdaj Ado je bil toliko prijazen, da mi je pustil, da pelem tudi njegovega ST-ja. In v bistvu največja razlika, ki sem jo jaz opazil, je v bistvu ta KV-jev nastavljiv vzmetenje, ki ga dobiš s tem trackpackom. Navaden ST brez tega trackpacka se pele ful podoben mojemu RS-u, pač v originalu. Ta s KV amortizerji se pa pele toliko nepremirljivo boljš. Jaz boljšega podvozja na avtu še nisem vozil. Tudi moj Shelby ima tist in sploh Magna Ride, pa avto je bil narejen specifično za pisto, pa se tale Focus ST, kar se podvozja tiče, pele boljš kakor moj Shelby. Pa pazi tole, jaz še nisem pri nobenemu drugemu avtu videl, da bi dobil takole prima škatlico. Tole je v bistvu Ford Performance Suspension Toolkit in noter dobiš takole orodje za nastavljati amortizerje. A ni hudo? Pač mene že sam to kup. A ni to hudo, da ima hot hatch orodje Faberg zraven za nastavljati amortizerje? Prejle smo že našteli, kaj vse dobiš v temu trackpacku, pa dajmo se zdaj še malo o cenah pogovoriti. Tale trackpack mislim, da pride okoli 2,5 urja in zraven dobiš bremze, feltne, gume, štrihane te dodatke, plus tele ta hude amortizerje, kar se meni zdi tako res dober tak bargain, zato ker recimo sam amortizerji od KV-ja tega ranga pridajo med 3 pa 4.000 evri. Samo za amortizerje. Še ena taka zelo prima stvar, ki mi je všeč, bolj kakor v mojemu RS-u, se pa skriva noter v temule avtu, pa prid z mano in kar pokazal. Se bomo mi v ta zadnjo vrsto usedeli, da bomo bolj videli. Evo le, tale ogromen ekran tlele na sred, pa digitalni števci, krasijo notranjost tegale ST-ja. Notranjost je precej bolj enostavna,
kakor v mojem RS-u, ampak res najbolj mi pa všeč tale ogromen ekran, pa minimalistična armaturka, ker to mi v prejšnjih fokusih ni bilo najbolj všeč. Zdaj ne se ustrašiti, tele lučkice svetijo zato, ker avto nalaufa, ampak hotel sem vam sam pokazati tele števce. Zdaj v bistvu meni so tele števčki kar všeč, ampak nekako še zmer preferiram analogne. Kar mi pa ful všeč je pa to, da so zdaj dali tukaj tele sport pa track mode oziroma izbiro le teh, če se lahko tako lepo izrazim, tukaj na volan, ker prej so bile v bistvu te zadeve oziroma te gumbi tukaj spodaj in pač ni ful pa rok, da pač tukaj te zadeve iščeš. Tle pa sam sport mode imaš že takoj tukaj in sam, bum. Živ. Imaš pa potem pol tudi takole tele, bom rekel, različne tele mode. Imamo tudi race track, takole malo animacije pol. Zdaj teli sedeži so meni kar zelo všeč. En tak dober kompromis med školjkastimi pa udobnimi sedeži, no. V zadnji placa kar dost, tudi v prtljažnik marsikaj spraviš. Ampak v temu področju zna pa siguren kakšen avtomobilski novinar, kaj več pa precej boljš, kakor jaz povedati. Zdaj, če malo strnemo misli, na temule ST-u mi res ful všeč podvozje, bolj kot na mojemu RS-u. Na mojemu RS-u mi seveda bolj všeč pogon, ker je štirikolesno gnan, ker tale ima sam spredi pogon. Pa pri temule mi res ful všeč ta prenovljen infotainment in pa nasploh notranjost, ker v RS-u zgleda že kar malo tako outdated, no, po mojem mnenju. Je pa tudi res, da teh avtomobilov, vsaj jaz osebno, ne kupujem po izgledu notranjosti, ampak po temu, kakšen občutek mi da, kakšen feedback mi da skozi volan, ki ga pelem po kakšni taki zaviti lepi cesti. Zdaj pa poglejmo še par vprašanj, ki ste mi jih zastavili na Instagramu, pa bom šel kar takole po vrst. Zanima vas cena tega avta? Cena tega avta pride okrog 45.000 evrov, mogoče tudi malo manj s kakšnim popustom, pa seveda z vso to opremo, ki jo ima tale avto. Naslednje vprašanje, kakšen ima tale avto motor? Tole je v bistvu čist isti motor, kakor ga ima moj RS, se pravi 2,3 litrski EcoBoost, to je 4-cilindrski motor. RS-i so imeli 350 konj v originalu, tale ST jih ima pa 280, pa po mojem mnenju za avto, ki ima sam spreden pogon, je vrglave. Kakšna je poraba? Zdaj jaz tega avta nisem šparal, vozim ga čisto isto kakor svojega RS-a in poraba je tam nekje od 10,5 do 11,5, kar je pa praktično zelo podobno mojemu RS-u. Jaz mislim, da z eno tako normalno kombinacijo vožnje ga peleš na 10,5, v primerjavi z RS-om, ki gre pod 11 kar zelo težko. Nič, pa dajmo še ta zadnje vprašanje. Kakšna je razlika med ST-om pa RS-om? Se pravi, največja razlika je pogon, če gledamo zadnjega RS-a, ki so ga naredili. Se pravi, ST ima spreden pogon, pa malo manj konj, RS imajo pa 4 pogon, pa malenkost več konj. Zdaj, za koga takle avto sploh je? To je za nekoga, ki si res želi hot hatcha v pravem pomenu, se pravi naštelan podvozje, tako ko se zagre, placa dost, da peleš frende, familijo ali pa kogarkoli za en teden na dopust, pa te ne moti, da avto ni 4-kolesen pogon, ker se pač ne voziš po snegu ali pa ti pač ni prioriteta driftati s tem avtom okrog, pol je tale avto več, ko boš kadarkoli rabil in komot imaš takle avto za nedeljski avto, ker je res nekaj posebenega. Zdaj pa, a bi jaz zamenil svojega RS-a za tega ST-ja? Preprost in zelo kratek odgovor je ne, ampak če bi tale avto obstajal v RS verziji, se pravi, da bi imel še malo več konj, pa 4-kolesen pogon, tako kot ga ima tale moj zdaj, bi šel takoj zdajle sem že malo pozen, ampak jutri zjutraj ob 8 takoj v ta prvi salon kupiti takega novega RS-a, ker je avto res fantastičen, ampak jaz res uživam v vožnji po snegu, pa mogoče občasno in kakšnem driftku, je pa to en tak ključen faktor, ki ga jaz iščem v hot hatchu in ga žal v temu ni. Vse ostalo na temu avtu je pa definitivno izboljšan napram prejšnji verziji. Ampak žal je tole zadnji in pa najbolj spicy fokus, kar jih bomo dobili, tako da uživimo s takimi avti, dokler jih še imamo oziroma dokler jih še prodajajo, ker naslednji let ali pa že čez 2 let vprašanje, če bomo še dobili takele zverince na cesto.
prvič kaj več takelih vsebin videl, pa stisnem tisle subscribe knov spodaj, pa se vidimo, ko se zagledamo, ne? Ajde, čau!